Živjo, jaz sem Mira, s sabo tečeli mojo zgodbo. Ajte sa z mano. To je učno gradivo za odrasle. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost, kulturna zavest in izražanje. Malo vroče. Mira se ukvarja s kulturo in to name vpliva, tako da, veste, kar dosti stvari moram sam opraviti. V tem uživa in brez tega ne vem, kako bi šlo. Včasih je bolj popustljiva, če mora kam iti, bolj imam jaz več svobode, rečemo. Temeljna zmožnost, kulturna zavest in izražanje. Brez ustvarjalnosti, umetnosti in kulture bi bila kakovost našega življenja osiromašena. Zato je treba načrtno skrbeti za razvijanje kulturne zavesti in našega izražanja s pomočjo umetnosti. V tem izobraževalnem filmu nam bo Mira razkrila, zakaj je kulturno udejstvovanje tako pomembno v vsakem življenjskem obdobju. Zame je kulturna zavest ohranjanje in prenašanje kulture na mlajše generacije, ne? Da ne bo šlo nekako v pozabo. Sveta brez kulture si enostavno ne predstavljam. Da samo sediš doma, pa mogoče samo televizijo gledaš, mislim, da to ni življenje in da moraš iti in med ljudi in da moraš v svojem kraju oziroma svoji okolici pogledati, kaj je dobrega in da to spodbujaš pri mladih, da delajo, da si najdeš pač, kar ti paše in kar te bogati, spodbuja. Zame je kultura življenje. Mislim, da sem že kar v mladosti začutila neko potrebo po ustvarjanju. S tem, ko nekaj delaš, se zaposliš, ne razmišljaš o negativnih stvareh, ne? Potem spoznavaš ljudi, greš, sploh pri folklori, če greš, plešeš, se veseliš, nekako je vse organizirano, tako da nimaš s tem nekega stroška, da ne bi mogel, da nimaš denarja. Ti v bistvu rabiš samo dobro voljo in željo, da predstaviš svoj kraj in da se tudi potem normalno poveseliš in zapolniš svoj prosti čas. Nekaj si narediš za svojo dušo, nekaj te pa tudi obogati. Jaz vam povem, ponedeljek en krožek, torek drugi krožek, v sredo vaje, je bilo velikokrat naporno mi to, ne. Ampak vedno sem šla z veseljem, bolj si zaposlen, več delaš na tem, več energije imaš, ne. Če mi uspe nastop ali v igri, ali pa če nam uspe s folkloro, da dobro odigramo, odplešemo, zapojemo, da je vse brezhibno. To je toliko adrenalina, da enostavno še celo noč imaš energije in veselja in to je pa bilo, ne. Potem še analizo dogodkov narediš, kako je to potekalo, to nam je pa rado.
bogati. Kultura za takšen manjši kraj, kot je Stari trg, odmaknjen od kulturnih središč, je zelo pomembna. Sploh za navezovanje stikov z ljudmi, za boljše medčloveške odnose. To je en dogodek v kraju, v krajevni skupnosti, ker tu je povezana cela krajevna skupnost, ni samo Stari trg. Naši kulturniki, sploh folklora, je zelo znana po Beli krajini, tudi dlje v tujini. Iz Bele krajine so se ljudje vedno preveč odseljevali. Žal smo temu priča bili tudi v zadnjem desetletju, da so mladi ljudje odhajali in na ta način smo izgubljali najbolj vitalni del populacije. V krajevni skupnosti Stari trg živi dobrih 300 prebivalcev. In veseli smo, kadar se kaj dogaja v kraju. Ja, starejši ljudje komentirajo določene nastope in pač oni povedo, kako so oni nastopali prej, kako so hodili prej, kako so se družili. Zdaj smo mi to nasledili od njih in mi to tradicijo držimo naprej. Kulturno društvo je povezovalni člen, ki združuje krajane na kulturnih prireditvah, kajti mi nimamo blizu ne gledališča, ne opere, ne baleta, ne druge kakšne večje kulturne ustanove. So razne družine notri v folklori in to pomeni eno druženje, eno razredilo. Slogan naše organizacije je izobraževanje in kultura z roko v roki. Ravno v tem okolju je to zelo pomembno, da se ljudje tudi izražajo skozi kulturo in to je tisto, kar jim poudarja tudi pomen bivanja v Beli krajini. Prvo srečanje s kulturo je bilo za mene takrat, ko mi je mami sešila folklorno obleko za jurjevanje v Črnomlju. To je bilo leta 1965. Ta folklorni kostum imam še danes. Nosila sta ga obe dve moji hčerki in potem sem še komu posodila. Ko me je mami oblačila to obleko, jaz vam ne morem povedati, kako sem se prijetno počutila. No, zdaj sem pa strašno vesela, ker imam pa vnuko Izo in sem prepričana, da jo bo tudi nosila. Ko sem bila v povorki, sem bila tako vesela, ponosna in navdušena nad to obleko in nad dogajanjem, ker to je bilo zelo veliko ljudi, veliko otrok, zelo obiskano. No. Sama sebi sem bila strašno lepa, no. Meni je bilo to nekaj posebnega, to mi je bilo nekaj kot princeska. V 7. in 8. razredu smo se učenci učili plesa oziroma trškega kola in smo nastopili za vsak krajevni praznik. Zmero že pleševa z osnovne šole, rada je plesala, rada se je družila in smo se ujeli in brez problema je to se skupaj ratalo, da se to pač traje od takrat do zdaj, še zmeraj nastopamo v folklori. Po osnovni šoli, se pravi vsako jurjevanje, nastop s folkloro, potem razna gostovanja, krajevni prazniki in v bistvu do dan danes lahko rečem, da se ukvarjam in plešem pri folklori z nekimi malimi pavzami, tako da lahko rečem že kar 40 let, a še več.
Ja, vleče me to druženje, razvedrilo. Imamo podmladek, mladinska sekcija, ta folklorna je, ki jih se uči, tako da imamo podmladek za naprej. Ej, Mita, Bog dej. Več... Več pol ure gledam, kako hodiš po cesti gori doli, kaj koga čakaš. Inženjera iz Ljubljane. Inženjera? Kakovega inženjera? Ja, inženjera, kaj ne znaš, kaj je inženjer? Ja, dobro, jaz znam, kaj je, samo kaj ga ti rabiš. Rabim ga. Pa dobro, zakaj ga rabiš? Rabim ga. In kaj mora ja tebi vse povedati, ko prespovedi, ali kaj? A dobro, ne rabiš, kaj ti. Lejte, jaz sem pred 20 leti se nekako začela intenzivno z večjimi stvari na kulturnem področju ukvarjati. Prej v mladosti sem se samo z folkloro. Predvsem, če so kakšne gledališke predstave, se ljudje smejejo, kajti smeha je v današnjem času premalo. Z dramsko igro ali pa nastopanjem seveda smo začeli že v osnovni šoli. Pred 20 leti sem se pa nekako prvič resno začela ukvarjati z dramsko in se spomnim svojega prvega nastopa. Jaz vam ne morem povedati, kakšna trema je to bila, noge so se mi tresle, ne. Mislim, grozno. Ampak potem z leta v leto postavili smo na oder kar ene 4 ali 5 iger, da v bistvu z temi nastopi, z dramsko sem dobila nekako na samozavesti. Vem se postaviti, lahko nekaj povem. Zdaj me ni več toliko strah, kaj si bo pa nekdo mislil, ali sem to prav povedala, ali nisem, ali sem prav stopila, ne. Me to ne briga, ker jaz takrat, ko pridem na oder, igram tisto vlogo, se živim v njo, uživam. Z Ukrajine je. Ti boj pa tiho, pa se ne vtike tam, ki ti ni mesto. Bom vam jaz povedala. Lejte, njej voda teče po cesti direkt v njeno klet in potem mora ona to celo... Ena mi sicer bolj paše kot druga, ampak to je pa tak adrenalin in mislim, da pa sem pa največ dobila na samem nastopu in na sami samozavesti. In predvsem pa želim, da in spodbujam otroke, ne, ker neverjetno, kako jim to lahko pomaga, da nastopa, da govori. Ko si ti vesel, ko greš ti z veseljem nekaj delati, po mojem, da potem ne bi šla v to, če ne bi z veseljem, da imaš notranje tako dosti vsega popolnjeno, res srce je veselo. Srce je veselo, ko vidiš, da so drugi veseli in ni obremenitve. Če je potrebno, si sami napišemo scenarij za kakšen skeč. Jaz sem po poklicu frizerka in tam se dosti ljudi obrne in zmeraj, ko pride kaj takšnega, zanimivega, probam dati v skeč. No, moja prijateljica v dramski skupini je pa napisala zelo ogromno skečev in v bistvu ustvarila lik Mince in Olge. To sta dve sosedi, ena je malo bolj iznajdljiva, druga malo manj se kregata, ampak na koncu sta pa vedno prijateljici, ne. Midve sva gledali te naše starejše osebe v vasi, ne, kako so oblečene, kaj se dogaja, ne, ene so se na njivah kregale, ene so se okrog hiše zaradi kokoši in to sva midve v glavnem odigrale v teh 20 letih, ne vem, mislim, da je čez 20 skečov, ne. Tisti ljudje, ki so nas že gledali in tisti, ki nas niso gledali, ki so samo slišali o nas, se veselijo, kdaj bomo spet prišli nastopati, da nas bojo lahko videli. Malo smo se bali zaradi narečja, da nas ne bodo razumeli, ker skeči so obvezno v narečju, pa vse glih nas ljudje razumejo. Ko smo organizirali kakšno prireditev, smo sam na plakat napisali Mince in Olga in dvorane so bile vedno polne. Ker sem vesel tip, rada se smejem, rada imam društvo in zato mi osebno zelo dosti pomeni. Res dosti. Različne dejavnosti našega kulturnega društva prinesejo predvsem razvedrilo za krajane, smeh, druženje in pozitivno energijo. V začetku
Lejte, je bilo tako, ne, ampak na koncu, zdaj, ko že skoraj 20 let to igrava, sva se pa tako vživeli v te vloge, da sva skoraj kot Minca in Olga, obe dve, ne, ker ta vloga te kar potegne, da si kar enaka, ne. Ampak, gleda, moja stara me ne boš nič rekla. On o tem ne zna in bolj da ne zna. Vstal sam se rano jutro, malo pred zoro. Od mamice imam kar lahko rečem lepo dediščino ročnih del. Od brisač, od pregrinjal za postelje, a ne. In potem pa, kar sem pa najbolj ponosna, ker so ostale tudi njene statue. Te so stare sigurno 110-120 let, a ne. Sem jih že začela postavljati in upam, da bojo kmalu funkcionirale tako, kot morajo, in bom tudi to, da bom kakšen kos blaga stkala. Moj prijatelj Juri, on je postavil te statue, z njim sva se povezala zaradi ljubiteljstva do starih stvari, kot so statue, kolovrati, likalniki, plugi, ne vem kaj. Vse, kar se rabi na kmetiji za samo oskrbo, lahko rečemo. No, te statue so bile od moje mami in on mi jih je popravil oziroma manjkajoče dele dobavil in postavil v to stanje. Ker me to zelo bogati in veseli, da to vzpostavim v takšno stanje, kot je delala moja mami, sem pa tudi že šla se učiti tkanja, ne. Vstal sam se rano jutro. Vstal sam se rano jutro, malo pred zoro. Malo pred zoro. Sastal je sam devojčico. Sastal je sam devojčico, vrtu šetajoč. Imamo tudi skupino ročnih del, tam nas je približno 7 ali 8 oseb. Dobimo se po zimi, delamo, ustvarjamo, ampak zadnja leta smo pa ogromno delali na divje rastočih orhidejah, ki rastejo v Beli krajini. Z veziljami iz Starega trga, ki sem se jim pridružila, namreč one so mojstrice, sem se ogromno naučila. In potem, ko sem jim nekoč predlagala, da bi mi vezle ne samo prtičke, ampak uporabne stvari, pa divje rastoče orhideje, za katere nisem sploh vedela, da obstojajo v naravi, sem jih nekako navdušila in one so to z navdušenjem sprejele in začele smo vesti motive orhidej in nastali so prelepi izdelki. V bistvu gre za povezovanje kulturne dediščine in naravne dediščine, ker smo to vezenje, ki je doma v Beli krajini, prenesle z drugimi motivi na nove izdelke, ki pa imajo danes uporabno vrednost. To so izdelki od oblačil, mogoče neki pripomočki za v kuhinjo, blazine, skratka gre za izdelke, ki jih lahko uporabljamo, lahko jih nosimo in na ta način tudi promoviramo našo naravno dediščino, ki jo želimo ohraniti. Mira je zelo aktivna v kulturnem življenju naše krajevne skupnosti.
Mi imamo tu v Starem trgu korita in peč, ki so bila zanemarjena in smo si jih vsa leta, že kot mladinci, želeli obnoviti, vendar sredstev in idej ni bilo. Tukaj se je napajalo blago, oziroma krave in goveda. No. Vaščani so morali skrbeti, da so očistili ta korita, da se te alge, ko so se nabirale, v glavnem morala je biti čista voda, se je pretakala in v glavnem se to uporabljalo v zimskem času, ko je bilo blago v štalah, ni bilo zunaj na paši. Zelo smo veseli, da so se ta korita obnovila v takšno stanje, kot je bilo prej včasih, tako da bojo lahko turisti si to pogledali in predvsem naši zanamci, da bojo videli, kako so ljudje prej živeli in kako so napajali, da ni voda tekla iz pipe kot danes. Čredniško pot smo začeli delati zaradi tega, ker so bili včasih v Poljanski dolini čredniki, ki so pasli goveda vaščanov in jih gnali na pašnike, oziroma so jih gnali po izgonih. No, in ti izgoni so zdaj kao pešpot. No, zdaj, če grejo turisti po tej poti, doživijo črednika lahko, kako je on upravljal svoje delo, kje jih je napajal, kaj se je dogajalo na samem celodnevnem hranjenju oziroma paši teh goved. No, in seveda je imel otroke zraven, so se tudi razne pastirske igre odvijale, tako da so ljudje kar zainteresirani in jih zanima, kaj vse je to bilo. No, in s tem, ko so še potem pastirske igre, se pravi, jim prikažemo v bistvu neko kulturo, neko čas življenja pred tolikimi leti. Zdaj pa na osnovi knjige, ki smo jo pri študijskem krožku Učimo se angleščine izdali, z zgodbami smo se pa prijavili in tudi dobili projekt, ki ga bomo šele začeli izvajati. Bo pa narejena lutkovna predstava, potem knjigobežnice bomo postavili. Smo hoteli narediti kao tudi turistični produkt, se pravi po celi dolini povezati zgodbe po vaseh in v vsaki vasi tudi nekaj povedati. V bistvu je bilo tako, jaz sem v eni stari brošuri našla eno zgodbo, zakaj so v Starem trgu zakaj sta dve cerkvi. In to sem prevedla v angleščino in potem smo nadaljevali z zbiranjem v različnih knjigah, tudi po domovih. Seveda sem to vse prevedla v angleščino in potem smo to izdali v tej prikupni knjižnici Poljanska dolina ob Kolpi, Dolina zgodb. Izhajamo iz potreb kraja in to je za njihov razvoj izredno pomembno, da je izobraževanje njim približano v njihovem domačem kraju. V bistvu so tudi oni spoznavali Poljansko dolino z ene druge plati, iz zgodb. V bistvu oni niso poznali sploh teh zgodb, kar je bilo meni zanimivo. Tam živijo, pa ne poznajo vse te zgodbe. Sem ugotovila, da so postali zelo ponosni, da v njihovi dolini, v njihovih krajih, v Kolpi, v Kojzicah obstoja toliko lepih, zanimivih, tudi poučnih zgodb, zlasti tista, ki je vezana na 7 bratov in njihovo mamo. Ta je zgodba, ki je še danes aktualna. Zelo je pomembno, da se lahko polno vključujemo v družbo. Danes to ni več mogoče brez osnovnih splošnih znanj in spretnosti. Predstavlja jih 8 različnih področij. Kulturna zavest in izražanje so le ena izmed teh nujnih zmožnosti.
Zelo dobro moramo obvladati svoj materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu informacij, ki se prenašajo z besedo. Tudi osnove tujega jezika nam rešijo marsikatero težavo v življenju. Vsaj na potovanjih, če ne drugje. Matematična kompetenca in osnove kompetence v znanosti in tehnologiji nas opremijo z možnostjo uporabiti računske in druge matematične operacije ter znajti se v tehnološko bogatih okoljih. Samoiniciativnost in podjetnost je skupek več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Podjetnost je v vsakem izmed nas. Samo vnaučiti je potrebno lastno znanje, ki je morda skrito ali samoumevno. Koristno je tudi spoznati, kako se sami najlažje in najhitreje učimo. Učenje učenja je potrebno v vseh okoliščinah, da bomo lažje dosegli svoje cilje. Redko kdo lahko danes haja brez uporabe računalnika ali pametnega telefona. To znanje in veščine zaobjema digitalna pismenost. Povezovanje nam lahko olajša ali pa oteži življenje. Dejavno udejstvovanje v družbenem okolju nam omogočajo naše socialne ali državljanske kompetence. Brez ustvarjalnosti, umetnosti in kulture bi bila kakovost življenja osiromašena. Zato je načrtno treba skrbeti za osebno kulturno zavest in izražanje. Tudi najsodobnejša kultura je zanimiva. Sebe najdeš tam not, vsem čas si moraš vzeti nit. In potem vidiš, da prvič ti mogoče brez zveze, drugič, in potem te tudi ostali nekako potegnejo. Mira nam je razkrila svojo življenjsko zgodbo. Pripovedovala nam je, zakaj je njeno življenje od otroštva prepleteno s kulturnim udejstvovanjem. Utrdimo, kar smo od Mire in prijateljev izvedeli o izražanju in kulturni zavesti. Kultura ima nenadomestljivo mesto v človekovem življenju. Kulturno izražanje zahteva čas, največkrat prosti čas. Prinaša pa številne nagrade, samozavest pri izražanju, druženje, veselje, ustvarjalnost, lahko tudi ekonomsko preživetje. Pomeni ohranjanje in prenašanje kulture na mlajše generacije. Ljudska modrost je pogosto ujeta v pravljice in pripovedke, umetelno oblikovano orodje in vsakodnevna opravila. Tako starodobna kot najsodobnejša kultura omogočata, da sebe najdeš v umetninah ali se skozi njih izraziš in pustiš svoj odtis v prostoru in času. Kulturno delovanje se neguje in ohranja s pomočjo tradicije, na primer v sodelovanju celotne družine in več generacij v folklorni skupini. Kulturna ustvarjalnost je lahko tudi turistični produkt. Kulturna društva so za prebivalce manjših krajev, odmaknjenih od kulturnih središč, obogatitev. So dejavnost, ki združuje in omogoča višjo kvaliteto življenja, tudi v bolj odmaknjenih krajih. Sta ste čeli mojo pripoved? Mara ste se kaj navičili iz nje? Ako ste se i ako vam je bilo dobra, pridite k nam, ne bo vam žal. Izobraževalni filmi so brezplačni.
Za oglede in neposredno uporabo so dostopni na spletni strani ali na YouTubu s ključnimi besedami izobraževalni film, kulturna zavest in izražanje.